V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, danes smo se v cerkvi dobrega pastirja zbrali na drugo postno nedeljo, ki pa v ospredje postavlja molitev. Z drugimi besedami, v ospredju današnje nedelje je odnos. Odnos, ki ga imamo z Bogom in odnos, ki ga imamo z bližnjimi. Veste, danes smo ljudje željni pristnih odnosov. Pojavlja se globalna osamljenost, pa občutki zapuščenosti. Čedalje manj zaupamo drug v drugega. In ravno cerkev je kraj, kjer Bog razodeva svojo pravo podobo, kjer nas Bog vabi, da pričnemo komunicirati z njim. Tako kot pravi druga postna nedelja ali reminiscere, je to v resnici opomin. Opomin na molitev, pa tudi na to, da se spomnimo in da z zaupanjem držimo Boga za njegove obljube. Druga postna nedelja nas spomni, da pogovor z Bogom sam po sebi v resnici ni koristen, razen če molimo k samemu Bogu, ki drži vse v svojih rokah in ima moč rešiti tudi nas. Amen. Sedaj pa prisluhnimo običajnim obvestilom. 6.3.2025 je potekalo prijateljsko in delovno srečanje Evangeličanske cerkve v Republiki Sloveniji v Škofiji Novo mesto. Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof dr. Andrej Saje ter generalni vikar škofije gospod Peter Kokotec sta sprejela našega škofa, torej škofa Evangeličanske cerkve magistra Leona Novaka in bivšega škofa magistra Geza Fila in tudi vse naše domače duhovnike, torej duhovnike naše novomeške cerkve. Geslo srečanja je bilo povzeto po besedah cerkvenega očeta Avguština iz Hipona, ki je dejal: edinost v bistvenem, svoboda v postranskem in ljubezen v vsem. 8.3. je naša cerkev organizirala tudi celodnevno srečanje žensk s temo, ki je nosila naslov Ena ženska, mnogo vlog. To isto predavanje se bo izvedlo tudi v Prekmurju, in sicer žensko društvo Evangeličanka organizira celodnevno srečanje, ki bo potekalo v soboto 29.3.2025 v Moravskih Toplicah. Jutri v ponedeljek 17. marca ob 19. uri je v cerkvi kot običajno molitveno srečanje. V sredo 19. marca ob 19. uri pa bo v cerkvi diskusijsko študijsko predavanje, in sicer bo tema nadaljevanje pogovora o kaosu v našem življenju. Ta tema nas je v sredo kar dobro navdušila, tako da vabljeni, da z njo nadaljujemo. V nedeljo 23. marca ob 10. uri pa bo osrednje nedeljsko bogoslužje, ki pa bo tokrat malce drugače obarvano. Imeli bomo namreč mladinsko bogoslužje. Z veseljem napovedujemo srečanje za najstnike, za mlade, ki bo potekalo naslednjo soboto, to je 22.3. ob 18. uri v Novem mestu, tukaj v cerkvi in v cerkveni hiši v upravni stavbi. Pridružila se nam bo tudi skupina mladih iz ostalih evangeličanskih cerkva v Prekmurju. Z njimi bo prišel duhovnik Mitja Andrejek, ki je zadolžen v cerkvi za delo z mladimi. Nekateri mladi bodo potem v Novem mestu tudi prespali in ostali z nami v nedeljo na bogoslužju. Naslednjo nedeljo, torej vabljeni na posebno mladinsko bogoslužje, kjer lahko tudi mladim pokažemo, da cerkev ni dolgočasna, da je cerkev lahko zelo zanimiva in da tudi mlad človek najde svoje mesto pri Bogu. Vabljeni torej vsi, tudi mi, ki smo po srcu mladi, pa morda še ne tako zelo stari, pa tisti, ki ste po srcu mladi in je vseeno, koliko ste stari. Skratka, vsi
zelo lepo, toplo vabljeni. V nedeljo 23.3. bo naša cerkev poskrbela tudi za rekreacijo in sicer se ponovno organizira nedeljski pohod. Tokrat nas bo pot vodila od šport hotela na Otočcu do Šmarjeških Toplic. Zbirno mesto je ob 3. uri, ob 15. uri na parkirišču hotela Šport Otočec. Dolžina poti je 8 kilometrov, predvideni čas pohoda 2 uri. Hoja pa poteka po asfaltni poti, po makadamu in gozdni poti. Gre, pravijo, tako za lahko pohodno pot, tako da ni omejena starostjo. V primeru slabega vremena pa se bo pohod prestavil na mesec april. Tako, toliko glede obvestil, sedaj pa nas vse skupaj vabim, da zapojemo krščansko himno, ki nosi naslov Kristus najlepši. Drage sestre, dragi bratje, biblično vodilo današnje nedelje je naslednje. Bog pa nam izkazuje svojo ljubezen s tem, da je Kristus za nas umrl, ko smo bili še grešniki. In ko prozi zmanjka besed, sledi poezija. Prisluhnimo sedaj svetopisemski pesmi iz 25. psalma, kjer je zapisano takole. Svoja pota, Gospod, mi pokaži in svojih steza me nauči. Vodi me v svoji resnici ter me uči, saj si ti Bog, moj rešitelj in v tebe vedno upam. Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja in svojih milosrčnosti, ki so od vekov. Grehov moje mladosti in mojih hudobi se ne spominjaj, zaradi svoje milosrčnosti se me spominjaj, zaradi svoje dobrote, Gospod. Dober in pravičen je Gospod, zato grešnike uči
pravih poti. Vabim k priznanju grehov. Usmiljeni Bog, križ tvojega sina Jezusa Kristusa je dokaz tvoje ljubezni za našo odrešitev. Tudi danes priznavamo, da se premalokrat zavedamo njene veličine in ne računamo s tvojo prisotnostjo. Tudi svoje lastne napake prevečkrat podcenjujemo. Zato te prosimo, usmerjaj naše življenje po svoji volji in se nas usmili. Amen. Besede milosti in slavospeva, ki poživijo našo dušo, pa glasijo: Kristus je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse krivičnosti in nas očistil kot izvoljeno ljudstvo, vneto za dobra dela. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim k molitvi. Gospod, naš Bog, hvala ti, ker vse do danes nisi prenehal skrbeti za nas in za naše življenje. Ti poznaš vse naše prestopke in si zanje žrtvoval svojega sina. Verujemo, da nam podarjaš tudi opravičenje. To vero še naprej utrjuj vsem, ki v to dvomijo, ki so utrujeni in so brez upanja. Pomagaj, da bo znamenje križa znamenje tvojega blagoslova in tvoje moči naši veri in našemu upanju. Amen. Vabim, da nadaljujemo z glasbo, ki je Božji dar, nato pa prisluhnimo še berilu, ki je zapisano v pismu Rimljanom 5, 1-5. Izvolite sesti, sestre in bratje.
Berilo za današnje bogoslužje je iz pisma Rimljanom in pravi: Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem se nam je tudi po veri odprl dostop v to milost, v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo. Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo s stiskami, saj vemo, da stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, preizkušenost upanje. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. V času, ko smo z vseh strani obdani z brezupnimi informacijami in novicami, je upanje nekaj, kar resnično potrebujemo. Ampak potrebujemo pravo upanje, ne nekaj lažnega, neko prazno upanje, ampak resnično pravo upanje. In enako je bilo v času, ko je apostol Pavel napisal pismo Rimljanom. Namreč verniki, ki so živeli v Rimu, so se soočili z pomanjkanjem upanja. Kajti živeli so v imperiju, kjer je bil cesar proglašen za božanstvo. In njegov lik je bil vtisnjen v vsak kovanec. In v takšni situaciji je bilo zelo težko za te prve kristjane, ki so tam začeli novo krščansko vero. Ta oblast jim ni bila naklonjena in dokaz tega je bil, da je bil tudi apostol Pavel tukaj križan oziroma ubit. In tem ljudem je resnično bilo potrebno upanje. Ampak veste, apostol Pavel jim ni dajal ali prodajal nekega lažnega upanja, ker bi to samo še poslabšalo njihovo situacijo. Ampak jim je dal upanje, takšno upanje, ki ne more umreti. Zakaj? Zato, ker je to upanje, ki je rojeno iz slave vstajenja Jezusa Kristusa od mrtvih. In to upanje nas vodi do Božje milosti. Ta Božja milost pa je dana vsem nam in nas obdaja z vseh strani, od znotraj in od zunaj. In zato takšno upanje ne more razočarati. Pisec knjige Stati na obljubah je takole zapisal: Naša duša potrebuje upanje tako, kot naša pljuča potrebujejo kisik. In ker je pred nami neznana prihodnost, potrebujemo upanje, ki nas ohranja v gibanju in tudi zato, da ne obtičimo ali da ne obnemoremo zaradi strahu pred negotovo prihodnostjo. In drage sestre in bratje, upanje je Božji dar, namenjen nam. In sprejmimo ta dar in naj ga ne preglasi zaskrbljenost. In to upanje, ki ga imamo, delimo tudi naprej ljudem, ki so okrog nas. In tudi pesem, ki jo bomo v nadaljevanju peli, pravi: Tu sem, da častim te, ker si moje upanje. Vabim nas, da ostanemo, kdor lahko, in damo čas Bogu.
si meni ljubek, priden in zaslužen, krasen najsvetejši, si leti. Tu sem, da častim te in se ti priklonim, tu sem, da ti rečem, moj Bog si, tako si meni ljubek, priden in zaslužen, krasen najsvetejši, si leti. Krasen najsvetejši, si leti.
Jezus, hvala ti, da se lahko zatekamo k tebi, ker si ti naše upanje. In hvala ti, da nas to upanje obdaja od jutra do večera. In hvala ti, da s tem upanjem lahko gremo naprej vsak dan v našem življenju. Zato te slavimo, zato te častimo in zato se klanjamo pred tvojim obličjem. Amen. Sledi utrinek za otroke. Dragi otroci, dobrodošli v cerkvi, kar pridite naprej. Veste, ta teden sem prebrala, da je nekoč nekdo zapisal, da je cerkev, ki ima odprte roke za otroke, takšna kot Jezus, ki je otrokom vedno namenil veliko prostora oziroma celo poseben prostor. Zato, dragi otroci, dobrodošli. Všeč nam je vrvež otroških src, všeč nam je otroški smeh, včasih tudi otroški jok. To pomeni, da je cerkev živa, da ima podmladek. Tako da, dragi otroci, kar pridite. Danes imam za vas eno posebno vprašanje, s sabo imam pa še en majhen pripomoček. A veste, kaj je to? Kaj je to? Mehurčki. Kdo od nas ni imel rad mehurčkov, ko smo bili majhni? Dobro, otroci, zdaj vas pa najprej nekaj vprašam. Ali vas je kdaj česa strah? Ja? Česa vas je strah? Česa vas je najbolj strah? Teme? Je še koga strah teme? Kaj pa mogoče, tukaj se tudi malo rokice dvigujejo, tema, ja. Kaj pa, a je mogoče koga strah slabih ocen v šoli? Tudi. A je mogoče koga strah, da bi mami po oči dala preveč dela doma? Starši se nasmihajo, otroci gledajo dol, torej nimate veliko dela. Kaj pa, da bi vas kdaj prijatelji izdali? Vi malo starejši. Da bi se vam zgodilo, da mogoče vaši prijatelji ne bi bili takšni, kot bi si vi želeli, da so. Kaj pa, da ne veste, kaj boste počeli, ali pa, da ne veste, če boste imeli dovolj igrač, ko boste veliki, ali pa, da bi se zgodilo kaj slabega. Torej, vsi mi imamo različne strahove. Sedaj pa si poskušajmo predstavljati, kaj se bo zgodilo s tem mehurčkom. Enega rabim. Kdo bo prišel? Enega prostovoljca. Kdo bo prišel pihniti mehurček? Vas je strah pihati mehurčke? Ne. Bravo. Evo, Sara je pogumna. Boš pihnila? Bravo. Poglejte, kako je pihnila. Zdaj se pa še tamle obrni, da bodo vsi videli, pa še enkrat pihni. Bravo. Zdaj pa gledajte, kaj se zgodi s temi mehurčki. A poskusimo še enkrat tako. A bova skupaj. 3, 4, zdaj. Bravo. Da boste še zgoraj videli mehurčki, spomin na otroštvo. Kaj se zgodi z mehurčki? Najprej so blizu, potem so daleč, kaj pa se na koncu z njimi zgodi, otroci? Izginejo, razpočijo se. Vidite, dragi otroci, približno tako je tudi s strahom. Včasih nas je zelo, zelo strah. Ampak strah lahko tudi izgine. Če svoje strahove predamo Bogu, potem on poskrbi, da nam je dosti lažje in da ti strahovi izpuhtijo, takole kot so izpuhteli tile naši mehurčki. Veste, kaj pravi Jezus v Matejevem evangeliju? Naj vam preberem. Pravi takole: ne skrbite za svoje življenje. Dobro, ne? Uspe nam ravno ne, ampak dobro. Naprej pa nadaljuje: kaj boste jedli in kaj boste pili? To se danes več ne ukvarjamo s tem, ne? In ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Potem pa Jezus pravi: ali ni življenje več kot jed? In nadaljuje: in telo in več kot obleka. Poglejte ptice neba, ne sejejo, ne žanjejo, ne spravljajo v žitnice, pa vendar jih vaš nebeški oče hrani. Ali niste vi, dragi otroci, vredni bistveno več kot ptice neba? In ali nismo mi vsi, drage sestre, dragi bratje, vredni bistveno več kot ptice neba, čeprav se nam seveda tudi one všeč?
Veste, dragi otroci, za Boga smo več vredni, zato nam Bog še nekaj pomaga. Včasih nam pomaga prevzeti naše strahove. Poglejte, naši strahovi so lahko različno veliki. Vidite, eni so veliki, eni so majhni. Bog pa naredi tole. Poglejte, kaj delam. Bog lovi naše strahove. In potem, ko jih Bog ujame, se ti strahovi združijo v en velik balon, ki na koncu pade in izpuhti. Torej, Bog včasih lovi naše strahove. Veste, kaj je še zapisano v Svetem pismu? Da naj vso svojo skrb, vse svoje zaskrbljenosti, vse svoje strahove vržemo na Boga. Kajti on skrbi za nas. Takole lovi naše strahove, zato da nam je lažje. Temu bi lahko rekli takole. Kadar imamo težka bremena, kadar nas je zelo strah teme, pa vse to, kar smo se pogovarjali, lahko ta strah damo Bogu in nam bo zagotovo lažje. Tako, sedaj pa vas vabim, da greste k verouku, kjer vas čakajo vaši kateheti, katehetinje in sigurno boste tam izvedeli še kaj novega. Mi pa imamo ponovno priložnost darovati naše prostovoljne prispevke z darežljivo roko, z veselim srcem, veselo pesmijo in ti prispevki so namenjeni izgradnji naše cerkve, ki je naš skupni dom. V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi odrasli, ali je tudi vas strah? Prav tako, kakor smo slišali od otrok, tudi naše strahove predajmo našemu Gospodu in on jih bo rešil. Hvala Bogu za njegovo milost, da smo se lahko na dan počitka, ko bi lahko odpotovali, čeprav dežuje, ali pa samo počivati po napornem tednu, smo se zbrali na najlepšem griču in najlepšem mestu v Novem mestu. Zavedamo se, da potrebujemo skupnost drug drugega in kar je najvažnejše, Božji dotik in moč za naprej. Današnji tekst, ki ga bomo prebrali iz Svetega pisma, se nahaja v Evangeliju po Janezu, 3. poglavje od 14. do 21. vrstice.
Prosim, če ostanemo v branju Božje besede. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temu, kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela hudo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se razkrije, da so njegova dela narejena v Bogu. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Amen. Izvolite sesti. Iz prebranega teksta se bomo osredotočili samo na dve vrstici, in sicer na vrstico 14 in 15, ki pravi: In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. Ali ni lepa obljuba? V teh prebranih vrsticah nam Božja beseda govori o velikem voditelju Mojzesu, ki je dvignil bronasto kačo v puščavi. Ta dogodek se je zgodil, ko so Izraelci potovali iz Egipta v obljubljeno deželo. Začeli so godrnjati proti Bogu in Mojzesu, zaradi česar so bili kaznovani z napadi strupenih kač. Ali nismo tudi mi danes isti? Za vsako stvar godrnamo in za vsako stvar bi se pobunili. Ko je Bog videl, da se narod kesa, je rekel Mojzesu, naj naredi bronasto kačo in jo povzdigne na drog. Kogar je pičila kača, je bil ozdravljen, če je le pogledal na povzdignjeno kačo. Ta kača je bila simbol ozdravljenja in rešitve, ki je bila dana ljudem po Božji milosti. Tudi danes, če greste v zdravstveni dom ali v bolnico, vidite isti simbol. V Janezovem evangeliju Jezus v tem stavku ponazarja, da bo on kot Sin človekov podobno povzdignjen na križ, da bi ljudem omogočil duhovno ozdravljenje in odrešenje. Kot je bila kača v puščavi orodje za telesno zdravljenje, bo križ Jezusa orodje za duhovno ozdravljenje in rešitev človeštva pred grehom in smrtjo. Tisti, ki bodo verovali v njega in pogledali na povzdignjenega, bodo rešeni. Dragi sestre, dragi bratje, vsi mi smo ranjeni od stare kače. Toda, ko pogledamo na Jezusa, na njegov križ, smo skozi njegovo smrt vsi odrešeni. Dokler je bil Jezus na tej zemlji, je večkrat v svojem delovanju napovedal svojo smrt. In to tako, da je jasno povedal, da mora trpeti, umreti in ostati od mrtvih. Te napovedi so bile pomemben del njegovega poslanstva. Jezusova smrt je bila napovedana. To jo najdemo tudi v Stari zavezi in te napovedi so ključne, ker kažejo na Božji načrt za človeštvo, da bi se rešilo preko Jezusove smrti in vstajenja. Kaj mislite, ali se je Bog odločil potem, ko je Adam pal v grehu, da bo rešil človeštvo? Ne. Jezusova smrt nikakor
ni bila Božja odločitev po Adamovem padcu v greh, kot druga alternativa ali drugače rečemo plan B. Jezusovo smrt je Bog postavil v načrt odrešenja že pred začetkom stvarjenja, kar najdemo zapisano v Svetem pismu. On je bil že pred stvarjenjem sveta spoznan, razodel pa se je v poslednji čas za nas. Jezusova smrt je bila v velikem Božjem načrtu, ki ga ni bilo mogoče spremeniti ali preklicati. Ni naključje, temveč je del Božjega načrta, ki je bil že pripravljen pred ustanovitvijo sveta. To je ključno razumevanje, da Bog že od začetka ve, kaj se bo zgodilo in da je Jezusova smrt pomembna za izpolnitev te visoke naloge, spravo med Bogom in človekom. Jezusove smrti Bog ni obravnaval kot alternativo v primeru, če je potrebna, ali če ne bo druge priložnosti, ali če ne bo druge poti. Boga ni mogoče primerjati s smrtnim človekom. Na Boga ne more vplivati nihče in nikdo. Nihče. On je v svojih odločitvah suveren. Jezusova smrt je skozi stoletja veljavna za ves človeški rod. Jezusova smrt je prispodoba odprtih vrat, skozi katere se vidi slava Boga. V krščanski liturgiji in umetnosti so vrata pogosto simbolizirana prehod v sveti prostor, tako v dobesednem kot v simboličnem smislu. V zgodovinskih cerkvah so velika vhodna vrata pogosto imela pomen odprtih vrat, skozi katere vernik stopi v Božjo prisotnost. Jezusova smrt, ki odpre vrata v Božjo slavo, je lahko videna kot končni vhod v življenje, ki ga Bog ponuja vsem, ki sprejmejo Jezusa kot svojega odrešenika. Jezusova smrt mora torej imeti veliko vrednost, zlasti zato, ker se v njej kaže moč Božje ljubezni. Preroki so imeli to za izjemno pomembno, zato so to odrešitev postavili za tarčo njihovega marljivega raziskovanja. Jezusova smrt je resnično Božja skrivnost in samo po duhu resnice lahko razumemo vrednost skrivnosti, ki je skrita v Božjem delu. Naj nas v nadaljevanju vodi nebeški Oče po duhu, da bi razumeli pomen Jezusovega prihoda v človeškem telesu. V Evangeliju po Janezu, v 1. poglavju 14. vrstica beremo: In Božja beseda je postala meso in se je naselila med nami. Videli smo njegovo veličastvo, ki ga ima od očeta kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice. Beseda se je oblekla s človeškim telesom, ki ga je pripravil Bog. On, Jezus, beseda, čeprav je bila v podobi Boga, se je izpraznil iz Boga in prevzel, bil je oblečen v podobi služabnika. Ko pravimo, da se je beseda naselila med nami, pomeni, da je Jezus živel med ljudmi. On ni bil in ni še danes oddaljeni Bog, temveč je hodil po zemlji, delil je življenje z ljudmi, čutil njihove bolečine in preizkušnje. Pomen tega je, da Bog ni samo ustvaril svet in ga zapustil, temveč je vstopil v človeški svet, da bi bil del njega in ga osebno rešil. Ko je bil viden kot človek, se je ponižal in postal pokoren do smrti, celo smrti na križu. Telo, ki ga je pripravljal Bog za Jezusa, je moralo biti podobno telesu človeka, ki je padel v greh. Njega,
ki ni poznal greha, je za nas naredil greh, da bi mi v njem postali Božja pravičnost. Torej, kar zadeva njegovo telo, lahko rečemo, da bi Jezus grešil tako kot vsak zemeljski človek. Toda o Jezusu lahko beremo v Svetem pismu, da ni storil nobenega greha in nobene prevare ni bilo najti v njegovih ustih. Jezus je za razliko od Adama izpolnil vse očetove zapovedi. Jezusovo telo je bila popolna žrtev pred Bogom, ker v njegovi zemeljski naravi ni bilo nič, da ne bi bilo podrejeno očetovi volji. V Jezusovem telesu je bila položena krivda in greh neposlušnosti celega sveta. Krivda in greh neposlušnosti tebe in mene. Potrebno je omeniti, da je Jezus po telesu, ki ga je pripravljal Bog, predstavlja in vključuje celotno človeško raso. Bog je krivdo in greh človeštva položil na Jezusa, da bi bil Jezus poslušan do smrti in premagal greh. S tem je bilo človeštvo osvojeno moči greha in smrti, tako da človeštvo ne bi več bilo suženj greha in smrti. Ko je Jezus prispel na Golgoto, sva bila tam tudi ti in jaz. Ko je bilo križano Jezusovo telo, je z njim bilo križano celo človeštvo. Vemo, da je bil naš stari jaz križan z njim, da ne bi bili več sužnji greha. Apostol Pavel nam pravi v Božji besedi: s Kristusom sem bil križan, pa vendar ne jaz, ampak Kristus živi v meni. On sam je odnesel naše grehe v svojem telesu na križ, da bi mi, ki smo umrli grehu, živeli v pravičnosti. Če smo umrli s Kristusom, verjamemo, da bomo tudi z njim večno živeli. Opis Jezusovega križanja v Svetem pismu presega meje nadomestnega nauka o križanju, kjer je bil Jezus križan namesto grešnega človeka. Vendar žal človek ob vsem tem ostaja zvest grehu in z grehom tudi nadaljuje. Dragi sestre, dragi bratje, Božja ljubezen je velika in presega ves človeški razum. Križanje Jezusa je resnično križanje starega človeka. Načrt Kalvarije se nadaljuje do današnjega dne. Jezusova smrt ni bila nadomestna smrt. V Stari zavezi najdemo več primerov, kjer je žrtev vzeta na mesto tistega, ki je kriv. Eden od najbolj znanih primerov je žrtev v templju, kjer so Izraelci prinašali žrtve za svoje grehe. Žrtvovanje jagnjeta ali druge živali je bilo nadomestno, je bilo nadomestilo za človekovo grešnost. Ta žrtev ni bila dokončna, vendar je omogočila odpuščanje grehov, dokler ni prišla popolna žrtev Jezus Kristus. Toda Jezusova smrt je veliko več kot nadomestna smrt. To je smrt greha in dejanja zemeljske narave v življenju vseh ljudi. Apostol Peter po duhu oznanja, da mora Jezusovem trpljenju slediti slava. Dragi prisotni, to je Božje delo. Kakršen je Bog, takšna so tudi njegova dela. Vsa njegova dela končajo v slavi, v popolni zmagi življenja in večnega veselja. Postavlja se nam eno zanimivo vprašanje. Če je bilo potrebno Jezusovo križanje za greh, če je bila Jezusova smrt potrebna za greh celega človeštva, zakaj je pa potrebno vstajenje? Jezusovo vstajenje je konec zemeljske podobe in začetek
nebeške podobe. V prvem pismu Korinčanom pravi apostol Pavel takole: kjer je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi ustajenje od mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu vsi oživljeni. Prvi človek je iz zemlje, to pomeni, da je zemeljski. Drugi človek je iz nebes, to pomeni, da je nebeški. Ko pa bomo prešli iz tega umrljivega telesa, bomo tudi mi nosili nebeško podobo. Dragi prisotni, vrednost Jezusovega trpljenja, smrti in ustajenja je veliko večje, kot lahko doume ves človeški razum. Vrednost in moč Jezusovega trpljenja, smrti in ustajenja presega daleč meje učenja krščanstva, da je Jezus trpel namesto nas umrl in namesto nas vstal. Resnica je, da je to Jezus naredil iz nesebične in iskrene ljubezni. Jezusovo ustajenje od mrtvih je blagoslovljeni sad njegove smrti na križu Kalvarije. Brez Jezusove zmagovite smrti ne bi bilo ni zmagovitega ustajenja, niti večnega življenja. Jezusova smrt je bila drugačna od katerekoli drugega človeka. Jezus je bil in ostaja edini človek, ki je zdržal skušnjavo do smrti, do trenutka smrti. Bil je obsojen na smrt, čeprav edini človek, ki je bil najden dobrega. Ničesar mu niso mogli očitati, nobenega greha, krivičnosti. Je sad življenja in prvi, ki je prejel krono večnega življenja. Jezusova smrt je bila okronana zmago nad hudobnim, zmago nad grehom in zmago nad starim človekom. Jezus je prestal izkušnjavo. Tako kot je stari Izrael bil odvisen od zmage ali poraza mladega Davida v bitki z Goljatom, tako je bilo vse človeštvo odvisno od zmage ali poraza Jezusa v njegovi bitki s staro kačo. Dragi prisotni, Jezusovega trpljenja v njegovi neizmerni ljubezni do človeštva ni mogoče opisati z besedami. Apostol Janez ponavlja Jezusove besede, ko govori o Božji ljubezni do človeštva. Kajti Bog je tako ljubil svet. Postavlja se vprašanje, koliko? Kako velika je bila in še vedno je njegova ljubezen? Kako daleč je šla njegova ljubezen? Kdaj se je končala ali kdaj se bo končala? Kako močna je njegova ljubezen? Jezus nadaljuje svoj način govora, ker pravi, da je Bog dal svojega edinca. Božji sin je njegov odsev in vidni dokaz njegove podobe in nesebične ljubezni. Bog je dal svojega edinega sina. Božja ljubezen do človeka je bila tako velika, da je on oče, v katerem gori ogenj ljubezni, poslal edinega sina, kar pomeni, da je poslal vse, kar ima, z eno besedo poslal je sebe. V tej edinstveni pustolovščini Boga v svoji ljubezni pošilja samo k sebe, da bi se kdorkoli, kjerkoli veruje, ne pogubil, ampak lahko prejel večno življenje. Prvi človek, Adam, ni nosil breme človeštva. V boju proti grehu in se ni boril do krvi, ni premagal skušnjavo. Drugi človek, Jezus, pa je bil za razliko od Adama že od samega začetka nedolžen. Težko breme neposlušnosti in greh človeštva je Bog naložil na ramena svojega edinega sina. Ko je bilo breme nemira in vsa umazanija ljudi naložena na njegove ramena, je stara kača mislila, da je premagala Božjega sina. Toda Jezus je v vsej svoji agoniji rekel,
ne volja moja, ampak volja očetova se mora izpolniti. Dragi moji, Božje jagnje se je razlikovalo od človeških jagnjet. Človeško jagnje nima dovolj moči, da bi se branilo. Jagnje Božje pa je imelo moč, da se brani, maščuje, ampak iz ljubezni do nas se ni. Gledal je na to, da bo izpolnil očetovo voljo, in gledal je na to, da je ljubezen do človeka vsega izmed nas nepremagljiva. Premagal je vse skušnjave iz ljubezni do nas. Celotno Jezusovo življenje, vsa dejavnost, trpljenje, potrpežljivost, križanje, vse se to konča z veliko zmago. Če je Jezusova smrt sad poslušnosti in zmage, je Jezusovo ustajenje odgovor na smrt, saj pomeni, da Jezus ni samo umrl, ampak je premagal smrt in tako odprl pot za vse, ki verujejo v njega, da bodo tudi oni ustali v večno življenje. Jezusova smrt bi bila brez pomena, če ne bi bilo njegovega ustajenja od mrtvih. Ustajenje je ključno, saj pomeni, da smrt ni imela zadnje besede. Jezus je premagal smrt in odprl pot do večnega življenja za vse tiste, ki verujejo vanj. Ustajenje je torej dokaz, da je Jezusova smrt imela Božji namen in da je prinesla popolno zmago nad grehom in smrtjo. Jezusova smrt je največji izraz Božje ljubezni do človeštva. V Novi zavezi je zapisano: Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinega sina, da bi vsak, ki veruje v njega, imel večno življenje. To pomeni, da je Božji načrt za odrešenje človeštva temelji na ljubezni in milosti. Jezus je prišel, da bi svetu pokazal Božjo neskončno ljubezen, in njegova smrt na križu je bila najvišji izraz te ljubezni, saj je dal svoje življenje, da bi odrešil nas. Dragi sestre, dragi bratje, v današnjem razmišljanju sem želel po Božji milosti prikazati, da bi doumeli bistvo tega, kar smo prebrali v začetku. Tako mora biti povzdignjen sin človeku, da bi vsak, ki vanj veruje, imel v njem večno življenje. Kakor smo slišali v začetku, nahajamo se v postnem času pred veliko nočjo in vem, da vsak po svoje se pripravlja na to veliko praznovanje, velike zmage nad grehom. To, kar se je zgodilo pred 2000 leti. Jezus je premagal staro kačo, greh na križu Golgote. Ta zmaga ima moč še danes in naj prinese zmago v tvojem in mojem življenju. Razmišljajmo v teh dneh o tej veliki zmagi, ki je prineslo odrešitev za vso človeštvo. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje vaše srce in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Molimo. Dobri Bog, hvala ti, ker smemo biti tvoji otroci, ne zaradi naših zaslug, ampak zaradi tvoje ljubezni in zvestobe do nas. Tvoja izkazana dobrota velikokrat presega naše razumevanje. Zato te prosimo, z močjo svojih besed utrjuj našo vero in nam v srcu usadi ljubezen, katera naj postane merilo našega življenja. Pomagaj nam, da bi po tvojem zgledu sami znali in zmogli odpuščati ter ljubiti tebe in sočloveka. Amen. Naše bogoslužje bomo zaključili s pesmijo Ljubezen Božja nikoli ne mine.
Drage sestre, dragi bratje, prejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.